Pa bomo začeli s 14. redno sejo. Predlagam dneven red, ki je bil poslan po pošti, s tem, da se izvzame 13. točka poročila župana, bo drugač dal, danes jih ne more. Ampak tukaj bom še dele povedal, za prvo točko je poročevalec gospod Borut Ulčar in Tatjana Malovrh, za drugo je gospod Jutršek pa gospod Uranič, za naslednjo je Marta Jarc pa Špela Petrič, za nadzorni odbor Viktor Rezar, Irale Andreje bo pa gospod Anton Kopitar, ker je Irale Andreja bolana. Za kadrovsko komisijo bo pa Janez Korber. Dajem dnevni red v razpravo. Če ni nobenih pripomb, dajem dnevni red na glasovanje. Kdo je za tak dnevni red, da ga sprejmemo? Dnevni red je sprejet soglasno. Gremo kar na prvo točko dnevnega reda, zapisnik 13. redne seje. Odpiram razpravo, so kakšne pripombe? Lep pozdrav vsem skupaj. Zdaj, glede snemanja sej pa tega zapisnika. Jaz nisem tukaj videl nobene dikcije, ki bi o tem govorila, predvsem pa tudi ne potem naprej nadaljne zadeve, se pravi, kje je lokacija objavljenih posnetkov in tako naprej. Potem bi pa prosil, da se zapisnik dopolni pač z ugotovitvijo, da je bila seja pač snemana in da so videoposnetki dostopni na linku ali pa saj keyword potem na portalu, kjer je to dostopno. Hkrati potem je najbrž to tudi predlagano, da se to doda tudi na občinsko spletno stran, kjer je gradivo in pa zapisnik objavljeno. Je? Pa se opravičujem. Okay. Na zapisnik. Če ni pripomb, dajem zapisnik na glasovanje. Kdo je za to, da se sprejme zapisnik s predlaganim popravkom? Sklep je sprejet soglasno. Naslednja točka dnevnega reda je odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem prostorskem načrtu Cerklje na Gorenjskem, spremembe številka 5, predlog skrajšani postopek. Prosim, gospoda Ulčarja bom dal besedo. Ja, pozdravljen, dober dan. Tako v mojem imenu kot v imenu kolegice Martine Rotar, ki bo kaj več vsebini povedala tudi tega dokumenta. Dejansko smo osnovni dokument, občinski prostorski načrt, sprejeli že v letu 2014, potem se je počasi pokazalo želja ali pa potreba po kakšnih manjših spremembah. Naročnik teh sprememb je Aerodrom Ljubljana, kjer smo pač ugotovili, da je treba določene stvari poenotiti tudi za sosednja območja, da bo enako kot velja za sosednja območja veljalo tudi za ta območja, ki so predmet obravnave. Vsebinsko bo pa kaj več povedala kolegica Martina. Hvala. Ja, hvala za besedo. Saj ni kaj dosti za povedati, ampak gre za poenotenje oziroma uskladitev prostorskih izvedbenih pogojev znotraj izvedbenega dela občinskega prostorskega načrta za območje letališča, konkretno za enoto urejanja prostora z oznako LT1 oziroma podenote z oznakami LT21, LT24 in LT1/42. Se pravi, ker gre zgolj za to poenotenje oziroma uskladitev prostorskih izvedbenih pogojev oziroma odpravo očitne nedoslednosti,
se ta postopek izvaja skladno z zakonom o prostorskem načrtovanju po kratkem postopku. In v okviru tega kratkega postopka se pred sprejemom tega na občinskem svetu v bistvu objavi na uradni se pravi deski na občini oziroma na svetovnem spletu za dobo 15 dni in v tem času se omogoči javnosti, da podajajo pripombe na to gradivo. Na gradivo ni bilo prejetih nobenih pripomb. V okviru tega uskladitve oziroma poenotenja prostorskih izvedbenih pogojev gre pa zgolj za možnost združevanja zazidljivih delov parcel, določenih z gradbenimi linijami ob opustitvi prometnice v območju LT1/42. Enako kot je to možno tudi v območjih v bližini na letališču, v območjih z oznako LT4, LT9. Ta v bistvu nedoslednost se v bistvu odpravi v 113. členu. To ste v bistvu pač videli te spremembe in dopolnitve odloka v gradivi, gre za res manjše v bistvu uskladitve. S temi spremembami in dopolnitvami se pa tudi kartografskega dela, izvedbenega dela OPN ne spreminja. Imate pa vi v bistvu v gradivih to območje pač zato, da si boste predstavljali, kje je tudi predstavljeno. To je v bistvu kratka obrazložitev teh sprememb in dopolnitev. Odpiram razpravo. Ja, Mar. Ja, lepo pozdravljeni. Vsi skupaj, hvala za besedo. Mene zanima, ste omenila to obstoječo cesto. Kakšne narave bo zdaj ta obstoječa cesta? Bo to zazidljiva parcela oziroma zazidljivo zemljišče? Kakšen namen uporabe bo? Hvala. Namembnost pravzaprav. To je že zdaj zazidljivo zemljišče, ceste pa še ni v bistvu tlele, ne. V okviru tega, da se ugotovi, da te ceste niti ni potrebna, se lahko v bistvu pač ta stvar v bistvu nekako v bistvu zazidljivi deli parcel na vsaki strani ceste povežejo. Ne, v tem smislu. Gradbena namembnost je že zdaj, ampak ja. Te možnosti. Hvala. To sem hotela vprašati. Zdaj pač gradbena namembnost za cestišče, po novem ne bi bila pa gradbena namembnost za stavbe, na primer. A kako? Ja, podobno, ja, kot je tudi to določeno za druga območja na letališču. Ne? Je tudi na drugih območjih ta možnost dana, ne? Še kakšna razprava? Janez. Ja, okej. Pozdravljeni tudi v mojem imenu. Če jaz to prav razumem, gre v bistvu za nekako združevanje manjših parcel v večje, če je to taka zadeva. Oziroma na določenih parcelah, ki so bile zdaj razdeljene na manjše dele, ni možno graditi večjih stvari in zdaj se lahko tudi to združujejo večje komplekse. A sem prav razumel, jaz to nisem? Ja, na nek način bi lahko tudi tako rekli. Zdaj, če širš pogledamo, tako kot je tudi kolegica povedala, tudi na drugih enotah urejanja prostora, se pravi to, kar imate z vijoličnim zrisom pa iz belem, ne, je možno, že do sedaj je bilo možno tudi to združevanje, ukolikor se vede, potem se kakšen generalen koncept ne menja, na nekih ključni prometnici to ne moš narediti. Ne. In tudi v tem primeru je na željo tako lastnikov zemljišča, kot tudi letališča samega, seveda, prišlo do tega, da bi želeli, da se samo podobno, kot je na ostalih območjih, tudi za njih to določilo posploši. Skratka, da je možno, da tudi na tem delu zgradijo kakšen del objekta,
Ob tem je pa seveda to prometnico pa možno nekje drugje skozi to vijolično zadevo skozi spustiti. Tako da v bistvu ne gre za to, da bi karkoli bilo prikrajšan, generalen koncept se ohranja, ne. Je pa ta možnost dana, enakopravna možnost, samo za to gre. To bi bilo lahko že prej v postopku, ne, ker pa takrat tega ni bilo, se je zdaj to opazilo in zato se v kratkem postopku tudi to spreminja. Še kakšna razprava? Če ni, bi jaz dal to stvar na glasovanje, pa bom prebral sklep. Občinski svet občine Cerklje na Gorenjskem sprejme predlog odloka o spremembah in dopolnitvah občinskega prostorskega načrta občine Cerklje na Gorenjskem, spremembe številka 5. Kdo je za ta predlog? Ne prosim, dvigne roko. Sklep je sprejet soglasno. Hvala vam za razložitev. Gremo na naslednjo točko dnevnega reda, pa bi kar povabil goste iz Komunale Kranj. Odlok o spremembah odlokov o oskrbi s pitno vodo na območju občine Cerklje na Gorenjskem, osnutek. Za začetek bom dal nekaj besedo Marti, da bo povedala, kako je postopek tekel, potem pa gospodu Jutršku, kar izvoli. Lep pozdrav vsem skupaj. Pred vami je osnutek odloka o oskrbi s pitno vodo na območju občine Cerklje na Gorenjskem. Sedaj veljavni odlok je bil sprejet v letu 2011, se pravi je star približno 6 let. V tem času je bilo sprejetih kar nekaj zakonskih sprememb in sicer v letu 2012 ste bili sprejeti 2 novi uredbi z tega področja, uredba o oskrbi s pitno vodo in pa uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, v letu 2015 pa še pravilnik o pitni vodi. Zato je osnovni namen in cilj predlaganega odloka uskladitev odloka s spremembami zakonodaje. Občina je v bistvu s komunalnim podjetjem Kranj, ki je pripravila ta odlok kar nekaj časa usklajevala, predvsem pa je z določenimi dikcijami, ki so vnešene v osnutek odloka, si želela zagotoviti izdajo določenih soglasij oziroma predhodnih mnenj pred izdajo soglasja strani izvajalca javne službe v več postopkih, predvsem v želji, da ohranimo določen nadzor nad dogajanjem na območju prostora občine. Zdaj v samem odloku je na večjih mestih dodano, da je priključitev na primer na javni vodovod, če gremo zgolj na začetek, se pravi na samo zasnovo opravljanja javne službe, ki je vsekakor še vedno v pristojnosti javnega podjetja Komunala Kranj d.o.o., je priključitev na javni vodovod dovoljena samo s soglasjem, ki ga po predhodnem mnenju občine izda izvajalec javne službe. To je že, bom rekla, neka novost, ki je doslej v samih postopkih izdaje soglasij izvajalec javne službe nekako mu ni bilo potrebno tega pridobivati. Odlok v skladu z zakonodajo tudi natančno razmejuje priključek, njegovo last, torej kaj je javna last, kaj je v lasti lastnika stavbe. In sicer v 12. členu govori, da je priključek stavbe ali gradbenega inženirskega objekta na javni vodovod je cevovod od javnega vodovoda do odjemnega mesta in njegova oprema, vključno z obračunskim vodomerom. Priključek je v lasti lastnika stavbe ali gradbenega inženirskega objekta. Pri tem pa je v 52. členu tega odloka napisano, da stroške prve nabave in vgradnje priključka nosi uporabnik, kasneje pa priključek vključno z obračunskim vodomerom vzdržuje izvajalec javne službe,
in stroški vzdrževanja so zajeti v omrežnini. To se pravi, samo nabavo pa prvo vgradno nosi uporabnik, kasneje stroškov uporabnik naj ne bi z vzdrževanjem imel več. Meja med priključkom in interno vodovodno napeljavo uporabnika je priključni sklop na iztoku iz vodomera, priključni sklop pa tudi vzdržuje še izvajalec javne službe. Občina želi tudi v postopku izdaje soglasja za začasni priključek in za gradbiščni priključek izdati soglasje strani izvajalca javne službe na podlagi predhodnega mnenja občine. Prav tako tudi dovoljenje za priključitev na javni vodovod naj bi temeljilo na podlagi predhodnega mnenja občine, bi pa predlagali, da se besedilo 16. člena, ki govori o tem, napiše, bom rekla, v drugačnem vrstnem redu. Mogoče mečka narodno tukaj napisano in predlagamo, da se spremeni tako, da uporabnik, investitor ne sme priključiti stavbe ali gradbenega inženirskega objekta drugih uporabnikov na javno vodovodno omrežje brez soglasja izvajalca javne službe, ki ga le-ta izda po predhodnem mnenju občine. Tako da bi predlagali spremembo besedila v tem 16. členu, ne vsebinsko, ampak bom rekla bolj slovnično pravilno. Tudi ukinitev priključka v 17. členu je mogoče mečkam bolj konkretno opredeljena, kot je sedanji odlok to urejal. Ukinitev priključka temelji na pisni vlogi za ukinitev priključka strani uporabnika. Ta mora posredovati izjavo, da je objekt nenaseljen, potrdilo o ukinitvi hišne številke priložiti in dokazilo, da je stavba neprimerna za bivanje, kar uredi na pristojni izpostavi Geodetske uprave Republike Slovenije. V tem členu je dopuščena tudi možnost, da izjemoma iz sanitarnih razlogov, ugotovljenih z zapisnikom izvajalca javne službe, se lahko izvede odklop objekta iz vodovodnega omrežja po uradni dolžnosti, predtem pa se seveda izda tudi ustrezni sklep. Na novo je dodano v 23. členu določilo, da imajo uporabniki možnost sprejemanja obvestil o prekinitvi oskrbe s pitno vodo preko e-pošte in SMS sporočil, za kar pa mora uporabnik izpolniti prijavo, ki je dostopna na spletni strani komunale. To je novost v tem odloku. V primerjavi z do sedaj veljavnim odlokom je bolj decidirano opredeljeno tudi v 35. členu plačevanje. In sicer uporabnik je dolžan plačati račun do dneva zapadosti računa. Če ga ne plača v roku, ga izvajalec javne službe pisno opomni. Če tudi v 15 dneh po prejemu pisnega opomina računa še vedno ne plača, mu izvajalec javne službe pošlje zadnji opomin pred izvršbo in če uporabnik obveznosti ne poravna tudi v tem roku, ki mu je v tem opominu naložen, potem izvajalec javne službe prične s postopkom izterjave in šele če ta postopek za izterjavo ni uspešen, se začne postopek za prekinitev dobave vode. Doslej je bilo v veljavnem odloku le opomin in če tudi po opominu uporabnik računa ne plača, se začne lahko že s prekinitvijo dobave pitne vode. Tako da je to, bom rekla, zdaj bolj decidirano urejeno. Dodano pa je v zadnjem odstavku, da je lastnik objekta subsidiarno odgovoren za neplačane obveznosti najemnika objekta. Ja. Opozorila bi še na 38. člen, kjer bi želeli, da se doda nov odstavek. Ta člen govori o izvajanju javnih pooblastil in bi predlagali, da se doda nov 3. odstavek, da pred izdajo soglasja k projektnim rešitvam izvajalec javne službe po potrebi pridobi mnenje občine. Tako da bi bila sedanji 3. in 4. odstavek se ustrezno preštevilčita. To bi bila v bistvu druga sprememba, ki jo predlagamo kot osnutek odloka strani občine.
Novost je potem še pri upravljalskem nadzoru, da strošek je sicer strošek upravljalskega nadzora nosi izvajalec del, kolikor ni določeno drugače, in strošek nadzora izvajalec javne službe zaračuna skladno z javno objavljenim cenikom. Ta stavek, bom rekla, je dodan in ga v predhodnem odloku tudi še ni bilo. Potem je zopet v 43. členu predhodno mnenje občine v postopku izdaje soglasja izvajalca javne službe za priključitev na javni vodovod ter za vse posege na objektih in napravah. Poglavje zasebni vodovodi in pa lastna oskrba ter prenos zasebnih vodovodov v last občine v bistvu ni kakšnih bistvenih sprememb, so pa stvari bolj, bom rekla, opredeljene. Tudi prenos zasebnih vodovodov je razdeljen na tiste vodovode, ki se prenašajo, bom rekla, kot novogradnja na podlagi pogodbe o opremljanju. Decidirano, kaj mora biti vse tukaj zraven, kakšna dokumentacija priložena, in na tiste vodovode, ki so že obstoječi, to se pravi, so neki zasebni, lokalni ali vaški vodovodi, in bom rekla, za te prenose naj ne bi bilo potrebno toliko dokumentacije kot za vse novo zgrajene vodovode. Dodan je tudi 65. člen pridobitev služnosti. Če se ugotovi, da javni vodovod ne poteka po zemljišču, ki je v lasti prosilca soglasja k projektnim rešitvam, soglasja za priključitev ali soglasja k priključitvi, se pred izdajo tega soglasja med občino in prosilcem soglasja sklene pogodba o ustanovitvi služnosti pravice vzdrževanja in obnavljanja obstoječega javnega vodovoda. Ta člen je dodan na podlagi izkušenj, ki jih ima Komunala Kranj in težav na terenu, ko pač določene stvari pravno niso urejene. Toliko z moje strani, zdaj pa, če imam mogoče še predstavnika Komunale, lahko kaj dopolnite. Tako lepo ste predstavili podrobno, se mi zdi, da smo vi danes prišli bolj pojasniti, če je komu kaj še nejasno, oziroma če lahko razširimo to. Mislim, da smo si zelo veliko časa vzeli, da smo pač med občinami prvi začeli, smo pač z namenom, da res probamo čim bolj uskladiti, tako da mislim, da lahko skupaj izvajamo. Se ne sliši? Tako, ne, tako. No, še enkrat, lepo pozdravljeni, pravim, da je gospa Marta Jarc izredno lepo predstavila in podrobno predstavila. Mi smo danes lahko samo pojasnimo, če je treba kakšne vprašanja, odgovore in tako, če bi kdo kaj povedal, če koga zanima, kar izvolite. Hvala za besedo. Dobar dan. Jaz bi vprašal v zvezi 26. členom obračunski vodomer. Tam namreč v drugem odstavku piše, uporabnik je dolžan zgraditi in vzdrževati prostor za obračunski vodomer, ki mora biti praviloma zunaj objekta. Potem na 52. členu vgradnja obračunskega vodomera pa pravi v tretjem odstavku, uporabnik je dolžan zgraditi in vzdrževati prostor za vodomer, ki mora biti zunaj objekta in vedno dostopen in tako naprej. Potem pa navaja še, v katerih primerih mora obvezno predstaviti vodomer izven zgradbe. Zdaj me pa zanima, ali ostalim, ki imajo vodovod, pa ni potrebno izvesti tega premika vodomera iz hiše oziroma inženirskega objekta izven zgradbe. Potem še nekaj, še tole me zanima, tam v 9. členu govorimo, da je posamezna stavba, ki je oddaljena več kot 200 metrov od javnega vodovoda, se mu ni treba priključiti na vodovod. Zdaj, ali tisti potem ostane brez vode ali se samovoljno priključi, ker enostavno tisti vodovod je še najbližje, če je prav 200 metrov daleč, da jaz ne vem zakaj, pa še to me zanima, zakaj ravno 200 metrov, zakaj ta razdalja, kako je ta določena, po kakšnih kriterijih.
Mogoče bom jaz imel odgovor na vaše vprašanja. 200 metrov je nekako dolžina hišnega priključka, ki je še sprejemljiva z tehničnih razlogov. Glede še ustrezne oskrbe, pač kar moramo zagotavljati, tlak, pretok in podobne stvari. Toliko, da meja nekako je določena sporazumno, glede na vse ostale občine. Lahko bi bila krajša, lahko je daljša, je pa tako, da v tem območju je pol priključitev obvezna. Kolikor objekt sega iz tega območja, ima lahko drug alternativen vir vodooskrbe, ker praktično že zaradi samih stroškov izvedbe tega priključka bi bil lahko povezan s prevelikimi stroški in marsikdo tega pač ne bi mogel si zagotoviti narediti. To je ena razlaga. Druga razlaga ste omenil, kar se tiče vodomernih jaškov. Pri vseh rekonstrukcijah, obnovah, adaptacijah se praktično zahteva, da se merilne naprave prestavljajo ven iz objektov. In v določenem obdobju bo prišlo do tega, da bodo imeli vsi uporabniki merilne naprave izven objektov. To, da enkrat nekdo prej, en kasneje, ampak konec koncev bodo vsi na temo, da bodo imeli merilne naprave nekje na parceli na dostopnem mestu in ne v objektu. Počasi, ja. Hvala za besedo. Zanima me, z lanskemu letom je bilo pač zdaj dano v ustavo, da je pač pravica do pitne vode, pač da ima pač vsak možnost to. Zdaj pa me zanima, ste vi to v bistvu skladili oziroma kje to zadevo spremeni? Zdaj dejansko je bilo pač zdaj omenjeno, da temu 35. členu pač če nekdo ne plača, se mu lahko vodo odklopa, kar pa pomeni, da bi načeloma kršili ustavo oziroma ta člen. Zdaj me zanima, je bilo to sklenjeno, to ki spremeni ta pravilnik? Hvala. V zvezi s tem sva bila županom tudi na ministrstvu pri gospi Majcnovi in pri gospodu Behinu in sva točno to vprašanje izpostavila. In sva to vprašanje tudi izpostavila in sva dobila odgovor, da vsa zakonodaja, ki je vezana na spremembo tega člena v ustavi, se šele pripravlja in je zelo kompleksno, bom rekla, področje, ki ga tudi sami še točno ne vejo, kako ga bojo pravzaprav z zakonskimi in podzakonskimi akti uredili. Tako da ta uredba in ta zakonodaja, na podlagi katere bazira osnutek odloka, tega še ne vključuje. Ravno to, kar je po 35. členu, sva pa tudi vprašala in sva dobila pojasnilo, da pitna voda seveda je pravica vsakega, ampak ne brezplačna. Torej, nihče v državi ni upravičen, da bi na račun drugega, ki potem more kriti te stroške nekoga, ki ne plača, to koristil. Tako da je tudi praksa, gospod Behinjo je navedel iz sodišč, ki so odločila, da je izvajalec javne službe, ki je v takem primeru odklopil pitno vodo, ravnal pravilno. In da imamo to v odloku lahko. Jaz bi imel še eno vprašanje vezano na 26. člen in sicer 7. odstavek govori, da lahko pač uporabnik zahteva kontrolo, se pravi vodomera. Potem me pa zanima, kakšen je nadaljnji postopek v primeru, da pride do nepravilnega odčitavanja tako v škodo uporabnika kot v škodo komunale. V tem primeru pa bi najprej na to, potem imam pa še eno vprašanje. Zdaj, to je seveda tak vodomer se potem pošle na pooblaščeno institucijo, ki je akreditirana, kateri pač moramo verjeti, in če se ugotovi, se tudi tam na tej progi lahko ugotovi, kakšna so odstopanja in potem lahko mi naknadno naredimo poračun teh mogoče preveč zaračunanih recimo količin vode in na tak način bi rešili recimo primer, kot ste ga omenili. Jaz potem predlagam oziroma vlagam amandma, da se ta postopek noter zapiše, predvsem pa tudi s časovno navedbo. Vem, na področju recimo zagotavljanja elektrike, to velja potem za 1 leto, se pravi za 1 leto razlike ima pravico dobavitelj zahtevati povračilo škode, se pravi premalo zaračunane električne energije od uporabnika in obratno. Se pravi, kako je, če je škoda na ravni pač tega uporabnika. Tako da predlagam, da se to zapiše, da bo jasno. Zanima me v tem še, kakšna je sploh periodika
umerjanja vodomerov? Periodika je zakonsko na 5 let. Na 5 let smo mi dolžni vsak vodomer izgraditi, ga pač odnesti na preverjanje, na pač akreditirani inštituciji in okolikor pa je pač izpolnjuje, ga lahko ponovno gradimo, okolikor pa ne, je možnost še nastavitve, okolikor pa tudi to ni znotraj toleranc, pač tak vodomer ni več uporaben oziroma gre v izločitev, ne, se tak ne uporablja več. Zdaj moram reči, da na prejšnjo vaše oziroma vaš predlog lahko rečem, da je teh odstopanj, da so tolerance, da so to razredi R pač plus minus, ne, in da v tem smislu mi zdaj nismo praktično, ni bila praksa, da bi mi to prej kot v 5 letih, ne, pač nikjer se to niti zakonsko to ni, tako kot pa piše na željo stranke, če se pa to nekdo želi preveriti, če je pač pravilno delovanje oziroma znotraj tolerance je to strošek naročnika oziroma uporabnika, okolikor pa ne, je pa seveda to naš, ampak se pravim, v glavnem to skoraj ni primerov, razen če so kakšni večji izlivi, večje stvari, potem se pač poslužujemo tega, da našim uporabnikom pač pokažemo oziroma da so sigurni, da je šlo pri njih na interni inštalaciji oziroma do nekega izliva, da nimajo občutka, da jih je kdorkoli pač okoli prinesel oziroma da je pač poslovanje transparentno in pač za obe stranki sprejemljivo. No, saj ravno zato bi predlagal, da se to dopolni, pa če nakratko povem samo en primer, ki se je zgodil pač na območju Nakla, v dejansko podjetju, kjer jaz delam, kjer je Elektro pač ugotovil, da je, mislim, da je 6 let zaračunal samo tretjino dejansko porabljene energije, potem pa je stavil račun v enkratnem znesku in rekel, na podlagi zakona imamo pravico za 1 leto obračunati nazaj. Zdaj se pa predstavljate, kaj to pomeni, da vam en pozvoni na dom pa reče 2000 evrov, gospod si še dolžen, valuta 15 dni ali pa odklopimo. Dobro, samo zato, od kje mi motivacija. Potem pa 37. člen tukaj govorite spet o obračunskih stroških, kadar lahko uporabnik zahteva izreden nadzor. Jaz bi na vseh postavkah, kjer omenjate stroške, predlagal, da se sklicujete na cenik uraden, ki bo najbrž nekje objavljen. Mislim, da je to prav, da se te stroški vejo naprej in ne potem šele, ko nek uporabnik neko storitev naroči. Hvala. Zdaj, če... Zdaj, za ta nadzor, to je, bom tako rekel, to je pač ta diagnostika oziroma preveritev kakovosti vode na različne parametre. Odvisno zdaj, na kaj bi bilo, drugače pa to delajo pač inštitucije, uradno, zavodi oziroma, kako so zdaj že preimenovani? Ja, no, zavod, v glavnem, inštituti, ki pač imajo svoje cenike objavljene, mi tega ne delamo tako, da so vsi ceniki tam objavljeni, tako da zdaj samo vprašanje kaj, se pravi, mikrobiološko onesnaženost ali so kakšne kovine ali kaj, odvisno kaj se pač preverja, ne, so cene pač skladne z cenikom. Pravi, vi nobene marže, nobenih svojih posrednih stroškov ne obračunavate zraven? Ne. Okay. Ja, hvala. Mene pa zanima, kako vršite nadzor nad pitno vodo v naši občini, na primer. Kakšno vodo mi sploh pijemo? Pa na katerih segmentih kvaliteto preverjate? Biološko čistost, prisotnost kovin, potem fizične usedline, pa kakšne narave so te usedline. Skratka, kako to preverjate, kdaj se preverja, kakšna periodika, a se to sploh dela, kaj nam priteče do števcev, pa naprej. Ja, to je zakonsko zelo določeno, predpisano ravno včeraj je pri nas bil inšpektor, ravno za občino Cerklje na Gorenjskem, smo sedeli, mi delamo tudi interne tekste oziroma ocene vzorcev plus pač te redne po skladno z zakonodajo
in inšpektori se redno oglašajo pri nas, hodijo po objektih, gledajo so dokumentacijo in čim so kakšne neskladja, takoj pogledajo, zakaj je do tega prišlo oziroma takoj ukrepajo, če pride do kakršnih koli odstopanj. Tako recimo nedolgo nazaj smo imeli tak primer Vodohran Stražišče, je ugotovil, da pač nekaj neskladja in je zapisal odločbo in določi rok. Tako da te stvari so zelo striktne in tukaj je tudi nam interes, da se pač dela v skladu z zakonodajo in kakovostno, zato ker pač osnovno poslanstvo naše je, da zagotavljamo kakovostno oskrbo vode in skrbimo za pač kakovost, ne, da zdravje ljudi. Tako da tukaj imamo mi v bistvu tudi naša služba, no, tako bi rekel. Tako da mi to, poleg tega, kar zakon pač zahteva, mi še sami dodatno preverjamo, ne, da ne bi prišlo, kar pač včasih poznamo recimo krvavče, kaj kali, pa spremljamo, da tudi spoznavamo, kako se vir obnaša, kdaj pride do kakšnih kaljen in tako naprej. Ravno zaradi tega, ne, da si lahko potem hitro odzoveš, pa da vidiš, kaj se dogaja. Vse pa spreminja zaradi same zemljine in tako včasih je to pač zanimivo, ampak če bi bilo karkoli izven teh toleranc, bi moramo mi takoj ukrepati. Tudi v zadnji nas nadzoruje inšpektorat, tako da moramo poročila pokazati, pošiljati in tukaj ni, da bi tako rekel, po domače se ne da. Hvala. Me pa, ja, lih to sem jaz hotela vprašati. Kje je objavljen, kako lahko to spremljamo, pa pravzaprav, a lahko še do konca. Nekako se vemo, da je tam le gor nad spodnjo postajo žičnice zbirališče, so pač oni vodnaki, če lahko tako rečem, vode in da se baje tam voda klorira. A to drži? Po kakšnem sistemu se klorira? Pač me malo več zanima okrog tega, če mi lahko poveste. Hvala. Ja, drenažno zajetje v bistvu se klorira, ne, ampak to nič tazga pač ni klor je dodan kot medij, če se ga pač vonja, takrat pomeni, da je pač prišel stik z bakterijo in več je tega vonja, več je teh bakterij. Se pravi, če je močen von, ne, potem je pač večja prisotnost teh recimo nečistoč, ne, manjši, ko je manj teh reakcij, manj ga mi tudi zaznamo. Ne. Tako da to drugače ni nič narobe, v tem smislu, da bi bilo, ne vem, karkoli sporno. Je pa tako za ta krvavški vodovod se občinsko upravo oziroma župan zelo zavzema. Mislim, da zdaj smo že verjetno zelo blizu enih odločitev, da bo treba pač se odločiti, kako naprej s temi sanacijami. Mislim, da ste tudi v teh zadnjih letih zelo veliko naredili na omrežju samem. Glede samega projektiranja je bil zdaj, mislim, da razpis odzuni, zbrane srednje ponudbe, zdaj glede samega izbora ne vem, kako, pač kakšna odločitev. Pa še nekaj ste me vprašali na začetku. Objave, ne. Za objavo mi pač nismo to do zdaj, da bi rekel, javno objavljali. Kdorkoli želi, se mu lahko to pokaže, če pa se sprejme sklep, želja, pač lahko neke stvari se tudi dogovorimo, ampak načeloma ni objava, če je karkoli narobe, ne, da bi pa to, kar pač skozi gor objavljali, to pa pač ni bila praksa oziroma nismo s tem, ni tudi zahtevano. Ne. Ja, jaz bi pa vse glih dala pobudo, da se to objavlja, ker konec koncev vem, da ima veliko občanov pri svojih vodomerih oziroma za njimi razne filtre za čiščenje vode. Ljudje so nekako v strahu oziroma nas skrbi vse, kaj pijemo, kako pijemo. Nenazadnje mi je tudi eden od občanov poslal eno fotografijo enega filtra, ki ga ima namontiranega za svojim vodomerom od začetka decembra in je poln nečistoč. Marko, a lahko pokažeš? Pa me zanima, kako lahko pridete do take količine nečistoč. Hvala.
To se lahko v glasno pogledamo, ta filter, ne poznam tudi te naprave, kakšen, mislim, kakšen filter to je, oziroma zdaj bi mogel pogledati lokalno, ali gre za pocinkane cevi, ali so to že obnovljeni priključki, ali je to v objektu, pač ne, to komod se pač v glastek nam kot občan pogledamo, lahko vzamemo vzorec, noben problem. Če smatra kdo, da je pač karkoli oporečno, smo mi dolžni reagirati. Tako da tukaj bi prosil, da nas pozovete, pa bo naš pač pooblaščenec oziroma nezaposlen za kakovost vode, Rok Oblak, se bo odzval in bo lahko, no, kjerkoli, pač ta stranka. Tako da mi smo tudi večkrat že to naredili, kjerkoli je bila tak, bi rekel, pač želja, smo šli nasproti in ni bilo, mislim, do zdaj se še ni ugotovili, da bi bilo, tudi smo imeli razne pač dopise in tako naprej. Mi se na to odzivamo in pač naredimo analize, to sploh ne bežimo od tega. No. Okay, hvala. In še to vprašanje, kako vi predvidevate, odkje naj bi bila ta nečistoča, ki ste jo videli na filtru, a menite, da je to znotraj zgradbe, a je to zunaj v vodovodu? Hvala. Individualno bomo pogledali, pa če sem rekel, kataster najprej kakšen je priključek, kakšna je interna inštalacija, če je starejša, so to znotraj objekta, ali je šlo za kakšno nihanje tlaka, pa je mogoče v cevi, pač to so sedline, ne, ki se nabirajo in pač s spremembam tlakov se to počas lahko premika, odvisno pač kako, če so bile kakšne obnove v tem času, pri vas, v vaši občini je bilo kar nekaj obnov in takrat pač pride, seveda se spira, ampak včasih se vsega ne da sprati, ampak to ne pomeni, da voda ni kakovostna oziroma ni znotraj parametrov, ki pač so zakonsko pač predpisani. Ne. Tako da to nič ne pomeni še, da je voda slaba, no, tako bom rekel, ne, da pač lahko se odzovemo, pridemo, pogledamo, ni problem. Prav, bom sporočila, hvala. Da imam pa še jaz nekaj vprašanja, v bistvu, tukaj imam v bistvu v drugem členu, v tretjem členu drugi odstavek, interno vodovodno omrežje je za previjalom, tukaj piše, da jaz mislim, da je to brez veze pisati, je za ugrajeni vodomerom, ne, da je tam privijalo, je ventil, to, da je stvar tehnike. Vodomer ima dva vijaka, ne privijalo, pač privijalo, v tem smislu se reče, ne, zdaj pač ne. No, vem, in od tega naprej, da se točno ve, v tem smislu je to zakonsko tudi. Moramo to popraviti s privijalom, tako da je prav napisano. Ja, aha, mislim, da to privijal, ja. Potem imam pa tukaj, tle me zanima tole v členu 6, imate tle občasno hidravlično modeliranje javnega vodovoda, a ne, da je to na vaša dejavnost v bistvu. Jaz razumem, da vodovod modeliramo hidravlično takrat, ko ga na nov delamo, potem pa v bistvu izvajamo kontrole. A je to v bistvu še kakšne popravke delate, to me zanima. Ja, mi imamo zdaj že, mislim, da 5. leto, imamo s Petrolom sklenjeno pogodbo za tehnično ekonomsko optimizacijo vodovodnih sistemov. Mi smo na sistemu postavili določene merilnike pretokov, zmodelirali smo celotno območje občin, zdaj smo pri koncu še razne manjše tiste krajne vodovodne sisteme, ki niso pač centralno vezani, tudi njih pač pokrivamo, tako da znotraj tega pa mi gledamo, kakšne so tlačne cone, da niso previsoke, da niso prenizke, kam voda potuje, kako se giblja, ravno tukaj gospa rekla, da ne prihaja do zastajanj, se pravi, smatramo, da s tem orodjem, no, pa s tem znanjem, ki ga pač zdaj gradimo, smo lahko, rečem, ena bolj sodobnih vodovodov, ne samo v našem prostoru, pa tudi širšem, oziroma imamo to orodje, katero lahko dejansko to modeliramo, kot noter piše, ne, se pravi, tudi orodje uporablja. Sem zelo kratka, naj se vas spomnim, dragi kolegi, svetniki, svetnice, pred novim letom smo se ravno to pogovarjali glede delovanja komisij, potem bi se na tem mestu čisto lepo poprašal, zakaj jih imamo, da ne bom zopet to tematiko odpiral. Jaz sem
potrjujem to mnenje, gospe Marje, katerega je predlagala, in da se ravno teh množic vprašanj izognemo na občinskem svetu, naj to komisija razčisti, pregleda in poda naprej kot neko mnenje. Pa vsakršni predlogi, ki so, se pa strinjam delno tudi, da se ta osnutek v tem trenutku sprejme, ampak kot predlog naj bo pa pregledan predhodno na tej komisiji. Samo ta korak, da majhen obrnemo. To bi bil tak nek umesen korak, kot osnutek se vede, zato da takoj potuje na to komisijo in da tudi drugi se priloži zraven k predlogu. Vi pa, gospodje, ki ste tukaj se danes udeležili, bi pa poprosil, da se tudi obrnete na predsednika komisije, pa mu pač glede teh predlogov lahko svetujete in predlagate svoje stvari. Ne, da tukaj razčiščujemo do fundamenta, do potankosti vsakošno člen. Ne? To je moj predlog. Hvala. V časa v postopku. V redu. Potem ne bi tistega tvojega predloga na glasovanje dejal, pa bi kakšno pripombo, kakšno razpravo. Če nima, bi jaz zaključil razpravo, pa bi predlagal, da te pripombe, ki so jih podali svetniki, ki jih je podala Marta, da jih vnesemo v bistvu v predlog in da pripravimo predlog s temi pripombami. Kdo je samo majčken? Kdo je za tak sklep? Občinski svet občine Cerklje na Gorenjskem sprejme osnutek odloka s popravki in predlogi svetnikov o oskrbi s pitno vodo na območju občine Cerklje na Gorenjskem. Kdo je za tak sklep? Ne prosim, dvigne roko. Je kdo proti? Eden proti, ostali so bili za. Hvala. Hvala vam za... Ja, še. Hvala. Jaz bi vse glede dodala, oziroma predlagam, da se v sklep doda ali pa v zapisnik zapiše, da se bo pa obvezno obravnavali na našem odboru. V redu, se obravnava potem predlog na komisiji za varstvo okolja. Okay. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda osnovne šole Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem osnutek. Prosim Marto, da poda. Predlagani odlok o ustanovitvi javnega zavoda osnovne šole Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem pomeni uskladitev akta o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda z veljavno zakonodajo ob upoštevanju organizacijskih sprememb v delovanju zavoda ter sprejem celotnega akta v novem besedilu. Sedaj veljavni odlok je bil sprejet v letu 2008, nato je bil v letih 2009 in 2010 že dopolnjen, zato predlagamo, da se zaradi preglednosti sprejme celotni akt v novem besedilu. Bistvene spremembe, ki jih predlagamo v osnutku novega odloka, pa so. V bistvu 3. člen ne pomeni kakšnih vsebinskih sprememb, so pa bolj decidirano napisani sestavni deli zavoda, se pravi osnovna šola, podružnična šola Zalog in pa vrtec Murančki, ki ima 2 enoti v Cerkljah in v Zalogu. V 4. členu je dopolnjen opis pečata, ki se uporablja na nivoju zavoda in v podružnični šoli Zalog. V 10. členu je popravljeno, da je podružnična šola Zalog 5-letna šola, sedaj je bilo navedeno v odloku, da je 4-letna. V 11. členu je na novo opredeljeno imenovanje vodja podružnične šole Zalog in imenovanja vodja vrtca Murančki.
Se pravi, oba vodja imenuje ravnatelj, prav tako je pristojen ravnatelj tudi za njuno razrešitev in v 11. členu je točno navedeno, izmed koga naj bi bil vodja imenovan. V 13. členu so našteti organi zavoda v skladu z določili Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, in sicer svet zavoda, ravnatelj, strokovni organi vrtca in šole ter svet staršev vrtca in svet staršev šole. To so organi oblikovani na nivoju zavoda. V 21. členu so natančneje opredeljene naloge sveta zavoda kot najvišjega organa odločanja v zavodu. V 22. členu je natančneje opredeljen način odločanja na sejah sveta zavoda. Nato v 23. členu, v katerih primerih predčasno preneha mandat članu sveta zavoda, postopek njegove razrešitve in imenovanje novega člana. V 26. in 27. členu sta podrobneje opisana postopka imenovanja in razrešitve ravnatelja zavoda v celoti usklajena z zakonom. V 30. členu so našteti strokovni organi v zavodu, in sicer skladno z določili zakona in dejanskim strokovnim izvajanjem vzgojno-izobraževalnih nalog v zavodu so oblikovani naslednji strokovni organi: vzgojiteljski zbor, učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, razredniki s sorazredniki, strokovni aktivi vzgojiteljev, učiteljev in svetovalne službe. V 31. členu je določeno, kako se za organizirano uresničevanje interesa staršev posebej v šoli in posebej v vrtcu oblikujeta sveta staršev. V 32. členu je na novo opredeljen prenos nepremičnin, katere ustanovitelj s pogodbo o upravljanju prenese v upravljanje zavodu. To v sedaj veljavnem odloku ni bilo opredeljeno, čeprav dejansko v praksi pa osnovna šola z temi objekti že upravlja. V 33. členu je na novo dodan 5. odstavek, ki odloča oddajo prostorov, s katerimi zavod upravlja v najem, ter porabo pridobljenih sredstev iz naslova najemnin. In sicer je opredeljeno, da zavod lahko prostore v času, ko jih ne potrebuje, odda v najem, pri čemer mora upoštevati cene za oddajo v najem, ki jih določi ustanovitelj. Zavod mora sredstva, pridobljena z oddajanjem prostorov v najem, porabiti namensko za tekoče in investicijsko vzdrževanje objektov, s katerimi upravlja v skladu z navodili ustanovitelja. Zavod je dolžan ustanovitelju vsako leto do konca januarja predložiti poročilo o višini pridobljenih sredstev v preteklem letu in predlogom porabe le-teh. Cene za oddajo v najem so določene z sklepom občinskega sveta. V 35. členu je opredeljen način porabe presežka prihodkov nad odhodki, ki običajno nastane z naslova pridobivanja prihodkov na trgu, ter kritje primanjkljaja sredstev za delovanje dejavnosti zavoda. V 38. členu pa je na novo dodan 4. odstavek, ki določa oblikovanje upravnega odbora šolskega sklada. Osnutek odloka je v celoti usklajen z ravnateljico zavoda. Odpiram razpravo. Ja. Hvala. Hvala za obrazložitev. Tukaj bi sam eno vprašanje krajšo postavil. Ali je bil poleg tega, da je bil z ravnateljico zavoda ta osnutek usklajen tudi s svetom zavoda, ker je 21., 22., 23. člen spremenjen. Se pravi, gospod Zevnik, pa gospa Remic in gospod Balkar, ki ste bili tukaj v temu svetu zavoda, če ste bili obveščeni o tem osnutku, da se bo spremenil, ter za 31. člen, če bo svet staršev tudi obveščen pa usklajen s tem svetom. To me zanima, če je ta osnutek se tudi s tem dvima kaj pogovarjali.
Zdaj posebej z svetom zavoda ali svetom staršev se nismo usklajevali, je pa v bistvu to, kar je sprememba v 22. členu, prenehanje mandata in nadomestno imenovanje, pravzaprav povzeto po zakonu o financiranju vzgoje in izobraževanja in menim, da kakršnakoli, bom rekla, dodatna uskladitev bi bila pravzaprav v nasprotju z zakonom. Kar se pa tiče svet staršev vrtca in svet staršev šole, pa v bistvu stvar že tako deluje, čeprav v našem odloku ni bila zapisana. Tako da je v bistvu to samo uskladitev odloka z dejanskim stanjem. To je pohvalno, da se pač usklajuje zakonodajo, se nič narobe, jaz samo pravim glede na... Glede na to, da je pač osnutek na mizi, in da bomo možnost kakšno besedo dve še sami dodati, poleg usklajevanja zakonodajo, da smatram, da se tudi skladi še s tem dvema sveta zavoda in sveta staršev. To je samo vsebinske narave, ne zakonodaje, zato sprašujem. Jaz predlagam, da priporočimo svetu zavoda osnovne šole, dele, ki bojo, mislim, da bo prav v kratkem seja, kakor imam jaz informacije, da to stvar tam predebatirajo in da mi to pri predlogu, če bojo kakšne pripombe, tudi upoštevamo. Prava? Če ni, bi jaz s temi predlogi dal osnutek na glasovanje. Sklep. Občinski svet občine Cerklje na Gorenjskem sprejme osnutek odloka o ustanovitvi javnega zavoda osnovne šole Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem v predloženem besedilu s pripombami svetnikov. Kdo je za tak predlog? Sklep je sprejet soglasno. Gremo na naslednjo točko. 6. točka dnevnega reda, predlog sprememb in dopolnitev načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem občine Cerklje na Gorenjskem. Pa kar prosim Špelo za poročilo. Pozdravljeni. Spremembe dopolnitve načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2017 se nanašajo v skladu z 11. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti in 7. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti. Določata, da načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem vsebuje načrt pridobivanja nepremičnega premoženja in načrt razpolaganja nepremičnega premoženja države oziroma samoupravne lokalne skupnosti. Postopek razpolaganja z nepremičnim premoženjem se lahko izvede, če je nepremično premoženje vključeno v veljavni načrt razpolaganja. Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2017 je sestavljen iz načrta pridobivanja, načrta razpolaganja in načrta najema in oddaje nepremičnega premoženja v najem. Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2017 je bil sprejet na 13. redni seji občinskega sveta 14. decembra 2016 in objavljen v uradnem vestniku občine Cerklje na Gorenjskem številka 7/2016. Spremembe oziroma dopolnitve načrta se nanašajo na 8. člen, kjer se dodata dva zemljišča in sicer s parcelno številko 1126/2 in 1126/4 oba zemljišča v KO Zalog, ki v naravi predstavljata del opuščene poti. Tako se v načrt dodata se prav dva nova zemljišča pod zaporedno številko 149 in 150. Zemljišče s parcelno številko 1126/2 KO Zalog meri 245 kvadratnih metrov in je po osnovni namenski rabi opredeljeno kot območje stavbnih zemljišč. Posplošena tržna vrednost znaša 2205 na podlagi evidence GURS, občina pa bo pred sklenitvijo pravnega posla naročila cenitev predmetnega zemljišča. Zemljišče s parcelno številko 1126/4 KO Zalog znaša 106 kvadratnih metrov, po osnovni namenski rabi je prav tako opredeljeno kot območje stavbnih zemljišč. Posplošena tržna vrednost 954 evrov na podlagi evidence GURS, tudi tukaj bo občina pred sklenitvijo pravnega posla naročila cenitev. Potem se nanaša še sprememba na 10. člen, kjer se dopolni naslov člena ter se drugi odstavek nadomesti z novim besedilom.
Naslov se glasi načrt najema in oddaje nepremičnega premoženja v najem, potem besedilo prvega odstavka ostane nespremenjeno in se glasi občina Cerklje na Gorenjskem lahko nepremično premoženje, ki ga začasno ne potrebuje za svojo lastno dejavnost, oddal najem v skladu z določbami zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti in njenimi podzakonskimi akti. Drugi odstavek pa se glasi stanovanja in drugo nepremično premoženje, ki je v tem načrtu predvideno za odprodajo, se lahko v primeru interesa odda v najem za določen ali nedoločen čas v skladu z določbami zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti ter njenimi podzakonskimi akti. Odpiram razpravo. Ni razprave. Predlagam, da glasujemo o tem sklepu. Predlagam, da se sprejme sledeči sklep. Občinski svet občine Cerklje na Gorenjskem sprejme spremembe in dopolnitve načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2017 v predloženem besedilu. Kdo je za tak sklep, ne prosim dvigne roko. Je kdo proti? Ni, sklep je sprejet soglasno. Naslednja točka dnevnega reda je predlog sklepa o izvzemu zemljišč iz javnega dobra. Pa kar izvoliš Špila. Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi, 23. člena zakona o graditvi objektov in 7. člena statuta občinskemu svetu občine Cerklje na Gorenjskem predlagamo, da se iz javnega dobra vzameta naslednja zemljišča. Parcelna številka 1126/2 in 1126/4 kao zalog. Pri predmetnih dveh zemljiščih gre za ureditev stanja, kjer posamezni lastniki že uživajo zemljišča in so imela do sedaj status javnega dobra, sicer pa v naravi ta zemljišča predstavljajo opuščeno pot, zato bo občina predmetna dva zemljišča v nadaljevanju tudi odprodala. Torej se navedene zemljišča ne uporabljata in ne služita vsem pod enakimi pogoji, zato se vzamete iz javnega dobra. Prilagamo pa tudi grafiko zraven za zgoraj navedena zemljišča. Odpiram razpravo. Ni razprave. Zakon o graditvi objektov v drugi točki prvega odstavka 2. člena opredeljuje grajeno javno dobro. To so zemljišča namenjena takšni splošni rabi, kot je glede na namen njihove porabe določa zakon oziroma predpis izdan na podlagi zakona in na njih zgrajeni objekti, če so namenjeni splošni rabi. Grajeno javno dobro se deli na grajeno javno dobro državnega pomena in na grajeno javno dobro lokalnega pomena. Grajeno javno dobro lokalnega pomena je grajeno javno dobro, ki sodi v mreže gospodarske javne infrastrukture, lokalnega pomena in javna površina na njih, kakor tudi objekti ali deli objektov, katerih uporaba je pod enakimi pogoji namenjena vsem. V prvem odstavku 21. člena ZGO določa pogoje in postopek za pridobitev statusa grajeno javno dobro in sicer objekt oziroma del objekta, ki je po določbah tega zakona lahko grajeno javno dobro, pridobi status grajenega javnega dobra lokalnega pomena z ugotovitveno odločbo, ki jo na podlagi sklepa pristojnega občinskega organa po uradni dolžnosti izda pristojna občinska uprava. Ko je ugotovitvena odločba o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra pravnomočna, je občinska uprava pošlje pristojnemu sodišču, ki po uradni dolžnosti v zemljiško knjigo vpiše zaznambo o grajenem javnem dobrem lokalnega pomena.
V prvem in drugem odstavku 22. člena ZGO še opredeljuje posledice pridobitve statusa grajenega javnega dobra, objekt in sicer objekt oziroma njegov del, ki ima pridobljen takšen status, mora njegov lastnik oziroma upravljalec vzdrževati v stanju, ki omogoča splošno rabo v skladu z njegovim namenom. Na objektu oziroma njegovem delu, ki ima pridobljen status grajenega javnega dobra, ni mogoče pridobiti lastninske ali kakršnekoli druge stvarne pravice, kot je tudi pri posestovanju, prav tako pa ta zemljišče ne more biti predmet izvršbe. Zemljišča javnih cest in drugih površin, ki jih upravlja občina Cerklje na Gorenjskem, so nepremičnine v lasti občine, ki izpolnjujejo zgoraj navedene zakonske pogoje za pridobitev statusa grajenega javnega dobra. Iz tega razloga predlagamo, da se zemljišče s parcelno številko 267/10 KO Štefanija Gora v izmeri 1311 kvadratnih metrov, ki predstavlja zemljišče z odlokom kategoriziranega odseka lokalne ceste Možanca Štefanja Gora spodnja postaja žičnice Krvavec in del gozdne ceste, ter v zemljiški knjigi vknjiženo kot last občine Cerklje na Gorenjskem, razglasi za grajeno dobro lokalnega pomena v lasti občine Cerklje na Gorenjskem. Odpiram razpravo. Ni razprave. Pardon, se pravičujem. Predlagam, da sprejmemo sklep. Občinski svet občine Cerklje na Gorenjskem sprejme sklep o razglasitvi zemljišča za grajeno javno dobro v predloženem besedilu. Kdo je za tak predlog, ne prosim dvigne roko. Je kdo proti? Ni. Sklep je sprejet soglasno. Hvala lepa. Gremo na naslednjo točko dnevnega reda. Nadzorni odbor. Izvoli, prosim za poročilo. Ja, dober dan tudi v mojem imenu. Pred sabo imate dokončna poročila o nadzornem pregledu proračunske postavke Poljske poti, transferi z področja društvom z področja kulture in pa transferi društvom z področja športa za nogometni klub Elesovo, nogometni klub Cerklje in za športno društvo Krvavec. Nadzorni odbor mora v skladu s 46. členom statuta občine Cerklje in 31. člena poslovnika nadzornega odbora o svojem delu obvestiti župana, občinski svet in na ta način tudi javnost. V letnem poročilu, ki ga je opravil v preteklem letu, se zapiše svoje mnenja in opažanja. Nadzorni odbor je bil konstituiran na prvi seji leta 2015 in sicer v sestavi, kot je še današnja. Nadzorni odbor občine Cerklje na Gorenjskem je na rednih sejah obravnaval vse skladno z zakonom, poslovnikom nadzornega odbora in svojo prisotnostjo zadeve, ki so bile opredeljene z dnevnim redom za posamezno sejo. Vse seje so bile sklepčne in vsi sklepi soglasno sprejeti. Obravnavali pa smo med drugim zaključni račun proračuna občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2015, proračun občine Cerklje na Gorenjskem, zaključni račun in proračun občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2016, poročilo o realizaciji proračuna, obravnava predloga finančnih sredstev nadzornega odbora za leto 2016, letni program nadzora, v katerem je sprejel plan nadzora za leto 2016 in sicer, kot sem prej omenil, Poljske poti, transferi društvom z področja kulture, transferi društva z področja športa. Nadzorni odbor je opravil vse planirane nadzore in sprejeti plan v celoti realiziral. Za vsak nadzor je pripravil predlog poročila o nadzornem pregledu, ga posredoval nadzorovani osebi, ugovori strani nadzorovane osebe pa je nadzorni odbor upošteval v dokončnih poročilih. Leta pa so bila sprejeta na 8. seji, na svoji redni 8. seji dne 27.9. in pa na prvi redni dopisni seji dne 12.12.2016. Sigurno ste to pregledali, v glavnem v nadzoru transferov društvom z področja kulture smo pregledali kompletno, kako se ta proračunska sredstva delijo. Tam smo zapisali tudi, kako smo to pregledovali. V glavnem nadzorni odbor je pri nadzoru ugotovil neskladje terminologije v pogodbi in v pravilniku. Pogodba namreč določa obveznost predložitve finančnega poročila do konca januarja, medtem ko 13. člen pravilnika določa predložitev bilance stanja in izkaza poslovnega izida.
Nadzorni odbor je ugotovil, da je rok za predložitev finančnih podatkov oziroma bilance stanja in izkaza poslovnega izida 31. januar nerealen, se večina društev te podatke pripravlja v skladu z zakonskim rokom predložitve, na AJPES, ki pa je 31. marec. Zato nadzorni odbor odboru za negospodarstvo in občinski pravni službi predlaga, da temeljito pregledata veljavni pravilnik in pogodbo o sofinanciranju javnih kulturnih programov in kulturnih projektov občine Cerklje na Gorenjskem ter jo uskladijo v smislu, da se uskladi terminologija, finančno poročilo te bilanca stanja in izkaz poslovnega izida. Prav tako predlagamo, da se pravilnik in pogodba poenostavita tako, da se obveznosti, ki iz njiju izhajajo, občinski upravi in društvom ne bodo nalagali dodatnih administrativnih postopkov in težav. Predlagamo tudi, da se 6. člen pogodbe, ki omogoča diskrecijsko pravico o morebitnem zahtevku vračila dodeljenih sredstev v primeru kršitev pogodbenih določil, preoblikuje v smislu, da se izloči beseda lahko. S tem bodo postopki v primeru ugotovljenih kršitev in pogodbenih določil za vsa društva enaki. Potem smo pregledovali tudi poljske poti. Tam smo ugotovili, da so vsa ta da so bila sredstva dodeljena skladno da znesek ni bil večji in skladno z zakonom, ki določa, da se javno naročilo izvede, če je znesek višji kot 40 tisoč evrov. Glede na prvotni planirani znesek ni bilo potrebno izvesti javnega naročila. Tako je občina izdala povpraševanje, dobila nazaj odgovor in se je odločila glede na povabilo, ki ga je izdala, sta se javila dva ponudnika, in sicer Reka Plus in Ringo, ostali pozvani ponudniki pa niso dali ponudb. Pogodba podjetja Ringo je bila ugodnejša, tako da je občina za izvajalca izbrala podjetje Ringo. Podjetju pa je bila izdana naročilnica za delo. Pregledali smo tudi gradbene dnevnike, obračunske liste in osebne zapiske gospoda Kroparja. Vse je bilo potrjeno, kako je bilo delo opravljeno. Računi so bili poslani preko računov in so bili tudi potrjeni. V času naročila je bil sprejet tudi rebalans proračuna in tako je bilo dodatno naročeno še dodatno nasipanje, vendar skupna ocena ni presegla planirane proračunske postavke. Potem smo pregledovali transfere s društvom z področja športa, in sicer za nogometni klub Velesovo, rokometni klub Cerklje in športno društvo Krvavec, kako so bile izdana ta sredstva. Potem smo pregledovali sam postopek, ugotovili pa smo, in sicer nadzorni odbor predlaga občinski upravi, da preveri ustreznost in smiselnost zahtevati nekatere dokumente, kot na primer zapisnik občnega zbora društva, saj glede na čas objave javnega razpisa ta zahteva nesorazmerna in bi jo bilo smiselno nadomestiti s primerno izjavo o naknadni dostavi zapisnika, usklajenost zahteve z določilom zakona o društvih. Z izjavo bi bila vloga prosilca popolna, izognili pa bi se morebitnim postopkom dopolnjevanja vlog. Morebitna vračila nezakonito in nenamensko porabljena sredstva je v pogodbi ustrezno zaščitena s pogodbo. Vsi postopki javnega razpisa do razdelitve sredstev so bili izvedeni skladno z razpisnimi pogoji in s predpisi, vsi dokumenti pa so bili ustrezno odobreni. V letu 2016 je imel nadzorni odbor 4 redne seje in 1 dopisno sejo in vsa dela so bila v celoti realizirana. Nadzorovali smo le eno pravno osebo in to je občina Cerklje na Gorenjskem. Moramo reči, da so sodelavci občinske uprave ažurno posredovali vso želeno dokumentacijo, pa da so bile vse seje na sedežu občine Cerklje na Gorenjskem. Seznanili smo se z zaključnim računom za leto 2015, obravnavali tudi osnutke predlogov rebalansov in poročil za proračun leta 2016, da smo v skladu s pristojnostmi opravili pregled določenih proračunskih postavk. Potem ta dopolnila, ki smo jih smo posredovali občinski upravi,
in mislim, da bo tudi občinsko, prosili smo, da oziroma smo na nekatere je nadzorni odbor opozoril in predlagal, na kaj mora biti občinska uprava še posebej pozorna, da se bomo v bodoče tem napakam izognili. V dokončnih poročilih o nadzorovanih pregledih je nadzorni odbor pripravil predloge, ki pa so tudi tukaj dani. Nadzorni odbor pričakuje, da bo občinska uprava pri nadaljnjem delu upoštevala predloge in priporočila nadzornega odbora, ki so razvidni iz poročil. Potem dajemo še okvirni terminski plan dela za leto 2017 in sicer planiramo 4 nadzorovane preglede in sicer lahko tudi obravnavamo pobude župana in občinskega sveta, torej okvir realnih zmožnosti. Dokončna poročila pa naj bi bili pripravljeni v prvi polovici leta 2017. Potem je napisano, kako planiramo, da bodo te seje potekale. Dajemo pa tudi specifikacijo planiranih nadzorovanih oseb za leto 2017 in sicer planiramo 4 preglede. Pregled oddaje najema kulturne dvorane, potem sredstva za civilno zaščito, pod 1031 javna dela in pod 1640 oskrba s pitno vodo za območje Zgornje Save sklop 1. To je to. Hvala za poročilo. Odpiram razpravo. Ja. Najprej hvala za predstavitev in pa za te nadzorna poročila. Jaz imam eno konkretno vprašanje v zvezi s dokončnim poročilom konta 1128 Poljske poti. Zdaj, glede na to, da ste vi podpisan tudi kot nadzornika, vas prosim za interpretacijo in sicer takole. Vi se v poročilu sklicujete na ZN2, ki določa, da se javno naročilo izvede, če je znesek višji od 40.000 brez DDV-ja. ZN2 pa govori takole. Poenostavljeno. Naročnik mora objavo na portalu javnih naročil izvesti v primeru naročanja blaga in storitev, če je to večje od 20.000 evrov in pa v primeru naročanja gradenj 40.000 evrov. Zdaj pa mene zanima, mogoče metod, če boš lahko pomagal, zdaj nasipanje poti, a je potrebno gradbeno dovoljenje? Aha, jaz bi potem prosil. Ker se skopi, pa to smo imeli tudi na Hvala za besedo. V glavnem, tudi obnova vodovoda, če poteka po isti trasi, se ne izvaja z gradbenim dovoljenjem, ampak se izvaja brez gradbenega dovoljenja, ker je to obnova vodovoda. Tudi ceste, recimo investicijska vzdrževanja, se v bistvu izvajajo brez gradbenega dovoljenja. Koliko se pa gradi nova cesta, nova stavba ali pa nova kanalizacija, primer dela grad, v gradu ima kanalizacija gradbeno dovoljenje. To so pa čisto vzdrževanja poljskih poti. A je še kakšna razprava? V redu, če ni razprave, zaključujem to točko dnevnega reda, nadzorni odbor nas je seznanil in gremo na naslednjo točko dnevnega reda. To je socialno-varstveni zavod Tabor, pa bi prosil gospoda Kopitarja, če se nam pridruži. Prvi bo pa Marta imela besedo. Ja. To ni nič slišal. Anton Kopitar. Spet le, bližje, da. Hvala. Zdaj,
Prvi dve, bom rekla, podtočki te točke sta predlog sklepa o spremembah in dopolnitvah pogodbe o ustanovitvi socialno-varstvenega zavoda Tabor in o sprejetju novega besedila akta o ustanovitvi. Glede na to, da je bilo to že večkrat na seji občinskega sveta, menim, da ni potrebno zopet iti čez vse spremembe, ampak bi želela poudariti samo to, da smo v skladu z zahtevo, ki je bila podana že v predhodnem letu in sicer novembra strani več članov občinskega sveta, dodali v besedilu: župan ima v svetu ustanovitelja naslednje pravice in obveznosti. Na predlog sveta zavoda daje soglasje k imenovanju vršilca dolžnosti direktorja zavoda s tem, da je vršilec dolžnosti direktorja imenovan lahko le enkrat in je mandat omejen na 1 leto delovanja brez možnosti podaljšanja. Ta dikcija je bila predlagana z strani članov občinskega sveta in je vnesena tako v predlagane spremembe pogodbe, kot tudi v čistopis akta o ustanovitvi, in sicer je to potem v 26. členu. Odpiram razpravo. Ja, Marko. Zdaj, popravite me, če se motim, ampak jaz v tem aktu pogrešam eno zadevo. In sicer, danes, ko mislim, da bomo to sprejeli, bomo dali zeleno luč tudi za imenovanje, se pravi, predstavnika varovancev in pa predstavnika zaposlenih, pri čemer pa ni nikjer določeno, kako bosta, se pravi, za kakšno obdobje bosta imenovana. Ali gre tam v sestavo s polnim mandatom ali skrajšanim mandatom, in to je absolutno treba opredeliti v ta akt. Hvala. To sem jaz prebral. Zdaj tako, svet zavoda se mandat svetu zavoda izteka v začetku julija. Tako da glede na kratek rok, ki je do izteka mandata praktično po sprejemu teh aktov, se bojo že začeli kandidacijski postopki za imenovanje novega sveta zavoda, in zato je v prehodnih določbah v 33. členu navedeno, da se predstavniki delavcev in uporabnikov imenujejo oziroma izvolijo najkasneje v roku 2 let od začetka opravljanja dejavnosti institucionalnega varstva starejših, ker s tem bomo ujeli to, da bojo v nov svet zavoda v vmesnem obdobju od sprejema tega akta potekale volitve, imenovanje novih predstavnikov. Ja, hvala za besedo. Jaz bi pa vseeno krajši, vse, ko bo Janus njihov se pogovarjati, bom tudi jaz lahko. Hvala. Skratka, jaz bi tukaj vlagal en amandma krajšega dela značaja za 26. člen. Ne, pa sem v bistvu prehiter, se pravi, to je za naslednjo drugo dnevno točko, se pravi, medsebojne pravice in obveznosti ustanovitelja in zavoda. Ja, zato pravim, se prehiter, bom reči kasneje. Se oproščam, ja. Sprejme sklep o spremembah in dopolnitvah pogodbe o ustanovitvi socialno-varstvenega zavoda Tabor in o sprejetju novega besedila akta o ustanovitvi socialno-varstvenega zavoda Tabor v predloženem besedilu. Kdo je zadnji, dvigne roko? Je kdo proti? In sklep je bil sprejet soglasno. Tukaj ste dva sklepa. Občinski svet občine Cerklje na Gorenjskem sprejme akt o ustanovitvi socialno-varstvenega zavoda Tabor v predloženem besedilu. To je zdaj v bistvu sprejemamo čistopis.
Kdo je za ta akt v celoti? Ne prosim, dvigne roko. Še enkrat. Akt o ustanovitvi socialno-varstvenega zavoda Tabor. Prej smo sprejemali spremembe, Prej smo zdaj je to spremembe čistopis. sprejemali, zdaj je čistopis. Se 26. člen je v čistopisu sprejet. To smo ga prej sprejeli, je zdaj v bistvu že notrnošen v taki obliki. Tako je. Potem bi samo omenil, ne glede zdaj, ampak skratko, v 26. členu, glede na to, da sem prehotel vložiti amandma, za drugi odstavek naj samo omenim, tukaj, ker daješ soglasje na predlog sveta zavoda, ne, v drugem odstavku, na predlog sveta zavoda daje soglasje k imenovanju direktorja zavoda občinski svet. Je v bistvu ustanovitelj bi jaz, da daje soglasje k imenovanju direktorja zavoda. Pogrešam to. Zakaj je predlog sveta zavoda? Pa saj to obrazložitev. Se pravi? Zdaj po zakonodaji, zakon o zavodih je pristojnost sveta zavoda, da izvede postopek za imenovanje novega direktorja, se pravi javni razpis, razgovore ima s kandidati in potem tudi predlaga imenovanje kandidata in na podlagi druge alineje prvega odstavka 26. člena na predlog sveta zavoda daje soglasje k imenovanju direktorja občinski svet. Tako da zdaj ne razumem, v čem je dilema. Jaz ta drugi odstavek razumem tako, da če se odloči svet zavod, daje ta predlog naprej, v nasprotnem primeru obvelja njihova odločitev. Sem to narobe razumel mogoče? Samo to. Brez soglasja občinskega sveta direktor zavoda ne more biti imenovan. Ja, tako. To pa sigurno tako. To je isto, kot za ravnatelja za šolo, isti princip. Tako, ja. Občinski svet občine Cerklje na Gorenjskem sprejme akt o ustanovitvi socialno-varstvenega zavoda Tabor v predloženem besedilu. Kdo je za tak sklep, ne prosim dvigne roko? Sklep je sprejet soglasno. Kdo proti? Ni. Okay. Gremo na naslednjo točko dnevnega reda. Sprejem poročilo o revizijskem pregledu z zavoda Tabor. Pa bi kar prosil Toneta, da poda. Ja. Ja, v redu, se strinjamo. V bistvu imate vse tukaj napisano, zato bom zelo nakratko obrazložil te dva predloga. Iz Marijinega vrtca smo dobili poziv, da imenujemo v svet zavoda enega predstavnika iz lokalne skupnosti. Doslej občina v tem organu še ni imela svojega predstavnika. Komisija je na svoji redni seji se seznanila z vlogo za imenovanje predstavnika lokalne skupnosti v svet zavoda Marijinega vrtca. Na podlagi sklepa komisija, sprejetega na 16. redni seji, je bil poslan poziv vsem članom občinskega sveta za predlaganje kandidata za člana sveta zavoda Marijinega vrtca. Komisija na naslednji seji, to se pravi 17. seji, ugotovila, da so bile na podlagu poziva prijeti 3 predlogi za člana sveta zavoda, in sicer Urška Hočevar, Simona Vodlan in Avgust Jagodic. Po daljši razpravi, po pregledu vseh teh vlog, o primernosti posameznega kandidata je komisija sprejela naslednji sklep, da se kot najprimernejša kandidatka predlaga Urška Hočevar.
dam ta predlog v razpravo. Odpiram razpravo. Matevž. Ja. Jaz imam tukaj samo eno vprašanje. Glede tega, da je gospa predlagana kandidatka Hočevarjeva v nadzornem svetu, ste se predlagatelj tega predloga kaj pogovorili, koliko bojo v primeru konflikta interesov se odstranila tega. To smo imeli zadnjič že na prejšnji seji, malo debate temo na to, da v primeru to, da ona v nadzornem svetu, ko upravlja v pregledovanjih, pregleduje finance in se lahko tudi v tem primeru zgodi, da bo tudi ona, če zastopa to mesto, stopila sebi na žulj. Se pravi, kva to pomeni? Še enkrat me zanima, ali bo gospa Hočevarjeva izstopila iz nadzornega sveta, ali se bo tudi od tega odstranila, kadar bo prišla ta tema v svetu zavoda na plan za pregled. To me zanima. Glejte, bom jaz odgovoril. Ona je lahko članica nadzornega sveta in tudi članica v tem zavodu. Ko bo pregled upravljan v zavodu, se ona izloči iz nadzornega. Bojo drugi pregledniki. Jaz se jih je več. Niso vsi. Mečkam, če smem jaz, no. Mi smo o tem se tudi seveda pogovarjali, zdaj tukaj določbe zakona o preprečevanju korupcije in tako naprej so dokaj jasne, se pravi, če gre za, v tem primeru za članico nadzornega odbora, v momentu, ko zazna potencialni konflikt interesov, je dolžna s pisno izjavo o tem seznaniti predsednika organa, na to se pa seveda izločiti iz vseh operativnih postopkov nadzora. Tako da to je interpretacija, tudi mislim, da je v mnenju KPK-ja, ne bom zdaj številke rekel, ker se bom zlagal, jasno napisan. Tako da Joža je pa zatrdil, da jo bo v tem še seznanil, a ne? Tako, evo, hvala. Sklep. Za člana sveta zavoda Marinega vrtca se imenuje Urška Hočevar, stanujoča Zgornji Banik 165, 4207 Cerklje na Gorenjskem. Kdo je za tak predlog, naj prosim dvigne roko. Sklep je sprejet soglasno. Janez, naslednjo točko nadaljuje. Razpravo? Ni razprave. Sklep. Za nadomestnega člana sveta zavoda osnovne šole Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem se imenuje Andreja Bogataj, stanujoča Spodnji Banik 40 4207 Cerklje na Gorenjskem. Kdo je za tak predlog, ne prosim dvigne roko. Sklep je sprejet soglasno. Potem imamo pa svetniška vprašanja in pobude. Odpiram razpravo.
Matej, si te prvi prijavil, potem je Jože, pa je tamle. Kaj? Kar? No, da ne bomo se sam kaj igrali, v glavnem prvič naj pač pohvalim odzivnost gospoda Metoda, da nas je danes presenetil s prenosniki, da smo udejanili lanskoletni proračun, pa pohvalim tudi občinsko upravo, da se je tudi organizirala glede internetne strani. Tako da v bistvu samo dve pohvale, obenih vprašanj. Hvala lepa. Hvala za besedo. V javnosti je bil poziv za člane razsodišča častnega, pa me zanima, koliko je do danes prijavljenih članov ali pa kandidatov. Hvala. Do danes sta bili prijeti 2 prijavi. Ja, v zadnjem obdobju oziroma od ustanovitve občine Cerklje se je veliko vložilo v cestno infrastrukturo, imamo kar solidne ceste. Posebno pohvalno je, kar se je zgodilo zadnjo leto, ko se je veliko vlagalo tudi v te horske oziroma višinske predele, tako da je zdaj cesta speljana praktično do vsakega zaselka. Je pa ena zadeva, ki pa nažalost ni tako, kot bi moralo biti, zato so se na mene obrnili določeni občani, ker so začudeni, kako da v vseh teh letih k določenim hišam, ki so tik ob glavni cesti Kranj-Lahovče recimo, imajo še zmeraj hodijo po makadamu in niso še do sedaj dobili asfalta. In zato jaz predlagam, da se v načrt razvojnih projektov v prihodnjo leto tudi vnese te zadeve, da se tudi te bližinske ceste, ki so še neasfaltirane, zdaj jaz točno ne vem, koliko vseh je, ampak vem pa za ta del na Spodnjem Brniku proti Janežiču in tam hiša zraven od pokojnega Kepica, te vem, da niso lahko, so pa tudi še druga področja, ker še ni asfalta. Ja, hvala za besedo. Jaz bi sam prosil bolj točno navedbo Kranj-Lahovče, katera cesta je to, ne? Jaz sem povedal Janežič. Janežič je Spodnji Brnik. Spodnji Brnik sem tudi... Ja, Janežič se je pripravil projekt kanalizacije, tako da dela je bil prenešen od projektanta PZI kanalizacije, ko bo zgrajena kanalizacija, obnovljen vodovod in optika položena, se bo tudi ta cesta asfaltirala. To se bo zgodilo v letošnjem letu. Potem imam pa še eno zadevo. Namreč ločevanje odpadkov, komunalnih odpadkov. V Cerkljah imamo ta veliki 48 stanovanjski blok v cesti v Polico 31, kjer je okrog tega zbiranja odpadkov, komunalnih odpadkov popolna anarhija. Tam je premalo kontejnerjev oziroma zabojnikov in so že 2-3 dni so vsi ti zabojniki vsaj 20-30 metrov nad pokrovom, mi pa vemo, da po odloku, da se više kot z nivojem ne sme odlagati odpadke. Zdaj, tam dol je zdaj tako, da pri tem bloku vse odpadke se mešajo, ne da bi kakorkoli se ločevali. To se pravi, rumeni zabojniki, ki so za embalažo, pa ostali zabojniki, zeleni, ki so za ostalo embalažo, polnejo, dokler niso polnjene. Nič pa ne sortirajo te zadeve. Tako da vemo, kako to more biti. Embalažni odpadki v rumene zabojnike, ostalo, ki jih ni pa skoraj nič ali pa nič, pa v zelene. Potem je pa tudi vprašanje teh organskih odpadkov. Za organske odpadke zabojnikov ni. In zdaj jaz ne vem, kam, te ljudje nimajo svojih vrtov in nimajo kam metati te zadeve, a se to kar vse skupaj v to embalažo not meče, tako da pravzaprav tam nič ne veš, kako je. Vse je zmešano, eno čez drugo, manjka pri embalaži, tej embalaži za embalažne odpadke manjka, po tem, kar bi morali biti po odloku, ker mora biti 60 litrov na osebo, bi morali biti tam vsaj še 4 do 5 zabojnike.
zabojniki. A ne. Za ostale odpadke je pa zadevalo v redu, ker bi pa tisti 4 zabojniki pa mogli biti pa dovolj, ker teh odpadkov, če se pravilno ločuje, jih ni. Te zabojnike so lahko zmeraj prazni, skoraj kakor po mojih izkušnjah. Zdaj ne vem, kako drugi to ločujejo. Tako da jaz mislim, da je treba snago o tej zadevi opozoriti, ker tako nam ne moramo biti, takole zdaj je to ločevanje odpadkov. Poleg tega opozarjam še na to, da so tudi nekateri drugi ljudje še zmeraj popolnoma nič ne ločujejo odpadkov, 3 tedne mečejo en zabojnik, druge tedne pa druga, pa nič ne ločejo enih od drugih. Tako da to zadeva je, mislim, po moje problematična, glede na to, da je tam dol v tem bloku veliko ljudi, veliko je teh odpadkov, tako da je treba to zadevo reševati. Ja, tako je, volumen zabojnikov se izračuna število oseb, se to vse poznamo, in bo kar nekaj problematike, ki so med določeni ljudje več prijavljenih oseb, kakor je pa dejansko jih tam živela, ali pa tudi manj. Iz tega lahko samo sklepam, da je tam manj ljudi prijavljenih, pa jih več živijo in tudi več podatkov proizvedajo. Jaz bom na snago nadzornega poklical, bojo posebej obdelali tale blok. Če imate že kakšne zasledene, da točno kje objekti so, pač povejte, prijava je anonimna, je pa tako, da ne bi tudi delavci, ki pobirajo odpadke, če je vreča zraven ali pa karkoli, ne bi v bistvu sploh pustili. To se je naredilo dela par dni nazaj na Ambrožu, ker vemo, ko so počitnice ali pa kakšne prazniki, tam dopustniki iz Krvavca pridejo dol, odpadke zmeščajo v Ambrožarju zraven, kontejnerjev pa gredo. In so delavci, ki so prišli iskat teh, kontejnerje so spraznili, vreče so pa tam pustili. Tako da bom jaz to naprej sporočil snagi, če za vse velja sortiranje, bo tudi za cesto policija 31 veljava. Jaz sem eno pobuden, sicer dole tale dovozna pot do spomenika padlim v leto številka 105. Na Lahočah je pač ves čas blatna in pač neki obiskovalci, ki tam hodijo, se čudijo. In prosim, če date v plan nasipanja na to. Ok, ja, hvala. Ampak je pa res, če imamo neko obeležje, je fajn, da je dostop primeren pač peš, kakor smo razvajeni, se težko hodi od zajca. Ja, lep pozdrav tudi z moje strani. Jaz imam eno vprašanje in sicer en občan me je vprašal, glede na to, da mi vsako leto sprejemamo tale načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine, je en občan izrazil dvom, kako se ta zemljišča pač lahko odkupi, ker on je menda na občino podal prošnjo oziroma da je interesent za odkup nekega zemljišča, pa vendar ni dobil odgovora pozitivnega, glede na to, da se ta zemljišče že kar nekaj let pojavlja v tem načrtu. Hvala. Jaz bi prosila Špela, če lahko prideš gor, da ti tole odgovoriš. Ja, jaz imam še eno vprašanje za gospoda rektorca, glede na to, da je gospod Ipavec prvi vprašal. Koliko je prišlo kaj kandidatur za častno razsodišče, jaz bi pa samo eno vprašanje še predhodno, ali so bili vsi podpisi zbrani glede na svetnikov, vključno z županom, za etični kodeks zbrani, pa poleg tega bo prosil vsi tisti, ki so bili podpisani, da se tudi objavi to na internetni strani oziroma poleg tega etičnega kodeksa, kot je noter tudi veljava. Zdaj, poslane so bile izjave za podpis tega etičnega kodeksa, žal pa je bil odziv na te izjave zelo slab. Tako da... Moram odgovoriti nikalno na tole vprašanje. Ni podpisano strani vseh, daleč od tega. Zdaj, izjave so prišle nazaj, mislim, da samo 2 podpisani. Tukaj na seji je bilo pa podpisal več, ampak
Tudi daleč, mislim, da tudi ne, niti polovica. Zdaj točno številke pa ne vem. No. In se objavi na internetni strani. Smo dolžni. Tukaj pač moramo biti striktni, kar imamo sprejeto, to je treba uveljati, velja za vse. Samo toliko. Zdaj bi pa še gospoda namestnika, ne, župana, se pravi podžupana, pohvalil za današnjo sejo, ne, za korektno vodenje. Spet zaplaskati. Evo pa še malo na mojo stran občine, imam pa za Metoda 2 vprašanja in sicer te 2, ki je gradil v bistvu v Lesovem, je zdaj čez zimo zaradi pač nasipanja pa tega, ful velike luknje so. Na koga se to obrnemo, na te ali na te 2? Aha, ok, no, samo to, da... Ker... Ja, ne bom nič pomagala, če lahko te. Pa še ta druga pobuda je v bistvu za kakšen signalen, v bistvu svetloben znak, trata, polica pa proti Šenčurju. A veš ta križišče, kaj je stop znak? Misliš stop, tako kot smo dali za Vasca Cerklje. To. Ja, zaradi tega, ker letos... Ja, letos je bilo ful nesreč s tem, da ful neprijavljenih, pa jaz se tam večkrat pelem, ker je megla, se ne vidi tujci. Hvala. Ja, jaz se bom kar navezal na tole pobudo oziroma vprašanje, ki je dala moja kolegica. Na Šentjurški gori so tudi gradili, je te 2 oziroma gradil to optično omrežje po bankini. Ta bankina se zdaj poseda in nastaja navaren rob za cesto. Mislim, da bo to bankino treba urediti. Mislim, da že tudi to veste. Bom pa še eno drugo zadevo. V Glinah se je gradila javna razsvetljava, nekaj novih drogov je, zdaj pa tam en stari drog, leseni še ostaja, treba ga bo odstraniti. Mislim pa, da tudi še ni urejeno tisto okrog Jaška, ki se je neka reklamacija pri izgradnji kanalizacije še v prejšnji fazi, mislim, da je faza 2, tam se neka luknja not dela, pa še ena odbojna ograja je pri mostu na začetku Glin na levi strani, to tudi Metod ve, ki je treba popraviti. Odbojna ograja. Hvala lepa. Mihaj, lahko je sam nekaj vmesnik, no. Lej, prosil jaz bi, če so take stvari, pošljate mi tako imeli, ne čakati na sejo, do seje to že mi uredemo, no. Metod bom ti odgovoril nazaj, da sem to že vprašal. Ja, jaz sem tudi, da je to popravljen in tudi zagotovljeni bo popravljen, ampak kot kaže ni bilo, no. Ampak tako, no, mislim, tako, če sva, tako potem je to tako. Ja, jaz imam tudi eno zadevo za Metoda, tle v Šmartnem na Ovinku, če je bil že obveščen, je tudi ta odbojna ograja poškodovana in sicer to mislim, da je bila poškodovana od tega, ki orjajo. Zdaj, letos, ja, letos. Hvala. Jaz bi se navezala na to isto cesto, ki je že kolegica Irena omenila. Metod midva sva se pred časom že pogovarjala o tistem stop znaku. Ja, to vem. Je Režiči zamortiziral. Mi smo zamenjali izvajalca del, ki je s 1.1. šli lahko začel delati, no. Je pa svetlobno neustrezen, ker je folija že toliko za UV dotrajana, da nima več pravilnega odboja. No. Ker če bo to rešeno, bo že veliko bolj, če bo pa še svetloben signal pa sploh. Ker v primeru, ko peleš iz Trate proti preprotni policiji, recimo nekdo pa iz Šenčurja, si vedno v življenjski nevarnosti, ker oni iz one strani ne upoštevajo stop znaka. Ja, je. Ja, to pa je, če ne upoštevajo stop znaka. Zdaj moramo reči, da je že kar nekaj časa tako postavljen in so ga ljudje tako akceptirali. Takole je prav postavljen, ki je zdaj in lej, jaz bom rekel, se unih, ki grejo v policijo, bojim, zato počakam. Lej.
Sorry, lej, ne upam, počakaj. Ja, izvoli. Hvala. Jaz bi v bistvu, zdaj sem se glih spomnila, tudi ne dva ste mi rekli za zgoren brnk po Volkah razsvetljavo javno. Zdaj, ki je ta čas, recimo, pa otroci hodijo na razne košarke in te stvari, ko se začne s kolesom, da je še preveč, mislim, ki je temno, ne, da je malo nevaren, ki je graben pa vse skupaj, pa če bi bilo možno tam proti Volkam gor kakšno lučko. Hvala. Lahko lučko, ampak veste, da obstaja uredba o svetlobnem osneževanju, ne? In ta uredba točno predpisuje, koliko vatov lahko na občana, ne? Take luči, ki so postrojene za tistih 5-6, ki gre kar nekaj kilometrov, no, kilometr pa pol skoraj tam, bi kar nekaj prineslo, ne? Tako da jaz, no, ne vem, to je stvar NRP-ja, stvar investicije, ne? Sam, že tako smo občina, kar res skrbemo, da ponoči tudi da ugašamo luči, ne. Mislim, da vola toliko ni jih, vem pa, da par ljudi, ki bi rabili lučko, kakšno drugačno, no. Ja, sej, jaz tudi svojo lučko vzamem, ker jim prekrištelim. Naj poznam, ampak liso vsako luknjo jaz pa res ne bi postavljal javne razsvetljave, no. To je moje mnenje, a ne, če se gremo že eno okolju prijazno občino tudi, a ne, pa nekje ugašamo, določ bomo pa še 15 svetilk, ne. Kar računajte, tam na 30-40 metrov tega svetilko postaviti, ne glede so, da je leta, ne, veliko manj pokurijo, veliko manj ne osevajo nad vodornico, tako da, lej, bom župana povedal, pa, ok. Kanalizacijo Dvorje, priklopa. Kdaj, kdo bo odgovoril na to? Se lahko jaz povem, Romana, lej. Trenutno smo v fazi zdaj odloč Brletova, potem je Kurilska, potem pa Dvorje. Tako da, kot pravi župan, zmeraj, ko začnete šparati. Ja, hvala. Bližje moram priti, jaz sem skozi opozarjala druge prej. V glavnem, cesta Vašca, letališče, pred parkiriščem se je pojavil stop znak, pa kar parkrat so bili že opaženi policaji pri tem stop znaku. S kakšnim namenom je tam stop znak postavljen? Parkiriščem. S kakšnim namenom, a je to? Past, ja, hvala, Irina. Ta dva stop znaka stojita, odkar je tam parkirišče, to je pa mislim že 10 let. Sigurno stop znaka prideš po tej cesti, glavni je stop znak, moraš počakati, gunem, ko prideš tle, to je del ureditve tega parkirišča, ker to parkirišče je že pripravljeno za naslednjo fazo, ko se bo ukinila glavna cesta Mengeš, Spodnji Brnik, Kranj, a ne. Kaj tam policaje počne, to je pa stvar policije, ne. Ampak tega stop znaka, drugi stop znak pa stoji na ta prvem vozu, ampak se zmeri oba dva stop znaka. Jaz se doskrat v Kranj tam pelem, a ne, iz občine in stop znak, zmeri smo počakati gunga, ki je prišel iz parkirišča ven. Odkar se jaz spomnim. Ampak sej ni problem, da ga ti počakaš. Nikoli nobenega ni, parkirišče je več ali manj neaktivno, ti moraš pa obvezno počakati. Glejte, če je stop znak, ga je treba upoštevati, pa tudi če eno uro ni nobenega, no. Glejte, jaz. Lej, ko bo zaključena faza, glejte, ko bo zaključena faza predstavitve ceste G2 104, te ceste ne bo več. In tudi ta znak nikomor več ne bo pomenil, ker se Vasca drugače priključuje na to novo cesto. Tako da je pač, kaj ti bo prometno ureditev že pripravljen za naprej. Tudi na koncu križa vidite, da je že pripravljen za en odcep, pa v bistvu ni odcepa, ker je to za en udobje naprej pripravljeno. Pač na stop znaku je treba počakati, pa če nobenega greš naprej. Jaz bi še za konec nekaj povedal. 24. marca bo išel občinski časopis
in noter bo tudi objavljen razpis za nagrade in priznanja. Letos bomo to moprih naredili, da ne bomo pa poleti zadnje 5 minut lovili in potrudite se pa poišče kandidate za nagrajence. Toliko bo bilo za danes, pa mi rekel lahko noč, pa hvala za sodelovanje, reci. Točno to, Rajko, ko sem že veliko govoril, jaz vas bom pa povabil 8.4. na očiščevalno akcijo v Cerkljah. 8.4. je sobota, šola ima delovni dan, občin Cerklje, seveda. V redu, občin Cerklje. In tako je, bi bilo dobro, da ste tudi svetniki v čim večjem številu, da tudi pokažete občanom, ker se mi zdi, da lansko leto, če ne bilo šole, bilo bolj borna udeležba. No. Tako bi malo spodbudite, no, da se odmotamo pa vsi, vsak kot kaj žene, pa fanče še za sabo poberemo. Je boljši termin, ki je bil lanski let, ki je z zaključkom planice se upadil pa te stvari, tako da mislim, da bo tudi več udeležbe. Moramo se pa potruditi, pa tudi več starejših prijeti. Šoli moramo reči, hvala lepa res, ki se potrudijo, pa otroci pridejo in so dobro zorganizirani, da ta akcija uspošteva. Je pa tudi nekaj res opažam, ko hodim okrog, da se spet pojavljajo odpadki, kar moram reči, lanske 2 leta, 3 leta nazaj jih je bilo manj dele, pa je pa kar. Hvala, lahko noč.